Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Branje je ena najpomembnejših stvari, ki jih moraš obvladovati, če želiš postati vse, kar želiš. Z branjem se razvijajo tvoji možgani. Branje ti pomaga biti boljši v šoli. Branje ti ponuja okno v svet. Mesec april je tisti mesec, v katerem obeležujemo Mednarodni in svetovni dan knjige. Tukaj z mano v studiu je gospa Vesna Radovanovič, višja knjižničarka in pravljičarka, ki nas bo popeljala v ta skrivnostni svet knjige. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Zakaj torej Mednarodni in svetovni dan knjige? Ja, takole bom odgovorila. Kar dva taka dneva sta, namreč prvi je 2. april, to je Mednarodni dan knjig za otroke, to je Andersenov rojstni dan. In ga obeležujemo že kar dolgo vrsto let. Pred 20 leti približno pa se je češka knjižnica v Uharskej Hradiši odločila organizirati noč knjige. In tako k noči knjige pristopijo ta dan, ki je najbližje 2. aprilu, večinoma knjižnice, tudi šole, tudi druge ustanove, bom rekla tako od Avstralije, Amerike, Afrike, pa seveda tudi Evrope, in tudi naša knjižnica je pristopila in obeležujemo noč, Andersenovo noč, povabimo učence prve osnovne šole, preživimo noč v knjižnici, seveda ne spimo ravno veliko, pripravimo dramatizacijo kakšnega Andersenovega dela in se naslednji dan, torej v soboto, predstavimo staršem in drugi publiki. Tale mednarodni oziroma svetovni dan knjige, ta je pa 23. aprila in tudi, bom rekla, najmanj 50 držav je pristopilo k obeležitvi tega dneva. To je dan, ko so se recimo rodili Cervantes, pa Shakespeare, pa Wordsworth, ampak sam zgodovinski potek pa sega nekje v 15. stoletje in sicer v Španiji, v Kataloniji, legenda pravi, da je bil premagan zmaj in ta junak, sveti Jurij, je potem dal tudi rožo princesi in od takrat se podarja roža in kasneje tudi knjiga, tako da smo nekako manifestirali to kot dan književnosti in dan ljubezni. Kakšne vrste aktivnosti se vrstijo v vaši knjižnici v ta namen? Veliko aktivnosti je. Najprej bi morda povedala, da v ostali Sloveniji, v večjih središčih je to kar cel teden že praznovanje. No, pri nas pa knjižnica pristopa tako, da organiziramo bukvarno pred knjižnico, podarimo knjige, ki jih ne rabimo, ki smo jih mi dobili v dar. Na obisk pride vrtec na kakšno uro pravljic, na obisk pridejo varovanci vzgojno-delovnega centra in pa seveda zvečer pripravimo noč knjige, to je pod okriljem založbe Sanje. Povabimo kakšnega pisatelja, to je v bistvu neke vrste čajanka, da se lahko avtor sooči z bralci, da ga povprašajo. En tak lep dogodek je to. Seveda je bil, bom rekla, ko so bile razmere take. Kako pa se odvija noč knjige v teh epidemioloških časih? Ja, seveda se selimo v virtualne svetove in tudi tokrat bo tako. Lani smo namreč pripravili branje prekmurskih avtorjev, to smo pripravili knjižničarji. Potem na Facebooku smo objavljali kviz. Bralni klub Tanje Pirš je pripravil, člani so pripravili odlomke svojih najljubših del in ponovili smo posnetek performansa s Ferijem Lainškom in pa Ditko. Seveda to ni isto, kot kadar je v živo, ko se avtor sooči z bralci tele zadeve preko Zooma, pa to, čeprav so vprašanja omogočena, to ni to, ne. Kaj pa je namen teh dogodkov? Ja, vsekakor je namen jasen, ne, promovirati knjigo, približati knjigo bralcu,
soočiti avtorja z bralcem, mu omogočiti, da se z njimi pogovori. In pa seveda nekako bi rekla, da tele sestopi v domišljijske in realne svetove preko pisane besede so tisti momenti, ko je lastna vizualizacija prebranega najbolj dragocena, ker ko gledamo že dokumentarne filme ali pa recimo kakšne umetniške filme po delih, to več ni to, ne. Lastna vizualizacija je torej tista prava, ki nas popelje in nam nekako napolni dušo. Gospa Vesna, znani ste tudi po aktivnem delovanju z mladimi bralci, sodelujete pa tudi pri nacionalnih in regionalnih projektih za širjenje bralne kulture. Ja, kot avtorica sodelujem pri Bralni znački Slovenije, potem sodelujem pri projektu Društva slovenskih pisateljev Povabimo besedo. V knjižnici se vključujemo v projekt Rastem s knjigo, ki je pod okriljem Javne agencije za knjigo. Rada bi pa poudarila, da s kolegicami pripravljamo tudi svoje dejavnosti v knjižnici. To so recimo bralna značka, nekako naša bralna značka za tiste najmlajše od 4. do 10. leta starosti. To je Jaz pa berem, kjer sodelujejo seveda tudi starši. Pripravlja jih kolegica Ana te sezname in posebnost je morda to, da izbiramo samo slovenske avtorje. Potem kolegica Klavdija pripravlja domoznansko bralno značko, kolegica Milojka bralno značko za odrasle, kolegica Metka Karolinino bralno značko, torej lahko branje, tako da kar veliko dejavnosti se glede tega odvija pri nas. Je pa res, da sodelujem tudi pri IBI, to je Mednarodna zveza za mladinsko književnost, kjer sem sodelovala na nekaj kongresih svetovnih, morda omenim Španijo, Grčijo in pa Mehiko. Sploh Mehika je bila tako zanimiva, saj sem predstavljala naše srečanje mladinskih pisateljev oko besede, prekmurski dialekt in pa dialektološko sliko v Sloveniji. V knjižnici delujete kot pravljičarka, za svoje delo ste prejeli tudi Čopovo nagrado leta 2005, pa potem nagrado IBI, nagrado Mednarodne zveze za mladinsko književnost in pa priznanje Mestne občine Murska Sobota za dosežke na področju kulture. Ja, res je, moram morda popraviti, to je Čopovo je bilo priznanje, ne nagrada. To je stanovsko priznanje, ki mi pomeni seveda zelo veliko. Bilo je to že nekaj let nazaj, ampak mi je dalo vedeti, da sem na pravi poti glede svojega poklica. IBI nagrada in pa priznanje Mestne občine Murska Sobota za delovanje na področju kulture sta pa seveda dve taki priznanji, ki sta širši, torej ne samo stanovski, ki me hkrati tudi obvezujeta, da svojo pot, da svoje poslanstvo peljem naprej. Tako da sem zelo hvaležna in upam, da bom še zmogla dokazati, da znam na tem področju še nekaj novega pokazati. Ste tudi članica organizacijskega odbora srečanja mladinskih pisateljev oko besede. Res je, članica sem od vsega začetka, kar 25 let je to že in lani smo 25. obletnico tudi praznovali. Sicer ne tako, kot smo si želeli. Letos praznujemo 25 let podelitve večernice, torej nagrade za najboljše mladinsko delo v slovenskem prostoru in tukaj bi rada opozorila, da mnogo Sobočancev ne ve, da se to odvija pri nas v Murski Soboti, da pridejo avtorji iz cele Slovenije k nam, da se srečujejo z mladimi bralci, no in to je ena izmed mojih nalog pri organizacijskem odboru, da avtorje pošljem na šole, da se srečajo s svojimi mladimi bralci in tam nekje v začetku septembra že pokličejo z osnovnih šol
in sprašujejo, koga bodo dobili, koga bodo gostili, in vesela sem, da se teh srečanj tako veselijo in jih seveda pričakujejo. Znani ste tudi kot uspešna pisateljica za mlade bralce, prav tako pa ste članica Slovenskega društva pisateljev, ste avtorica knjige Kdaj ste umrli? Na kratko nam povejte o tej knjigi, zakaj tak naslov? Ja, sem članica res Društva slovenskih pisateljev, tam 2006-2007 sem stopila v pisateljske vode. Knjiga Kdaj ste umrli je pa povezana z očesom besede, zgodila se je po enem izmed obiskov našega dragega, žal pokojnega Toneta Pavčka na eni izmed prekmurskih šol. Ves vesel je prišel in je razlagal, kaj se mu je na šoli zgodilo. To je trajalo cel popoldan in večer in potem me je preblisnila ideja, čudovito bi bilo, če bi ostali pisatelji lahko tudi povedali, kaj se mi je na šolah dogajalo. Tako so mi potem naslednje leto pridno pisali te prispevke in kar nekaj pisateljev je napisalo poleg tistega standardnega vprašanja, rodili ste se takrat in takrat, kdaj ste pa umrli, in je tako v bistvu tale knjiga dobila tudi zato takle naslov, Kdaj ste umrli. Na koncu nam še zaupajte, ali ustvarjate cel čas, ali se pri vas dogaja pač nekaj novega, nekaj avtorskega? Dogaja se, seveda se dogaja, če ne z računalnikom, pa v glavi. Zelo sem ponosna na mojega petelinčka, namreč Kristina Krihin, ilustratorka, pravkar ilustrira 2 petelinčka. Ob tej priliki, ne vem, če je sicer umestno, ampak vseeno bom poskušala nagovoriti pristojne v naši občini. Pri založniku Ajdi Ibo Gomboc je že 2 leti tekst o Mikiju Mustru. Marsikdo morda ne ve, da je Miki Muster živel v Murski Soboti, da je njegov kip Štefana Kovača njegovo delo. In zbirka Znameniti Slovenci, v kateri so tudi že Cankar, recimo, pa Prešeren, pa brata Rusjan, mislim, da si zasluži tudi Mustra v tej zbirki, jaz sem to zapisala, ampak seveda bi z založnikom rada, da bi knjiga ugledala luč sveta tudi za širšo publiko in seveda Murska Sobota je ravno prava za to. Torej apeliram, da morda bi bilo dobro promocijsko gradivo ali pa darilno gradivo. Pa še ena knjiga je taka, ki je zgodbica sicer že izšla pri City Cooperation, ampak nadgradnja slikanice pa je o zlatih jabolkih, o svetem Nikolaju, zavetniku Soboške cerkve in nenazadnje imamo zdaj tudi kip. Torej čudovita zgodbica in to sta 2 taki deli, ki sta vezani na Soboto in bi bili po moje čudoviti promocijski gradivi oziroma darilni gradivi. Upam, da bodo vaše želje postale resničnost. Ja, jaz tudi, hvala.